Igramo brezadutno igro. Vest ima 4 karte v piku, med drugim tudi 2 figuri, asa pik in damo pik. Prav tako naš partner, ki ima od figur samo džeka pik. Naš partner igra nizko karto proti dami pik. Ker ima naš nasprotnik Saft samo še pikovega kralja, torej je imel dvojec v piku, igramo as pik. Vzamemo kralja, igramo na vestu z nizkim pikom, vzamemo z džekom, nasprotnik se odmeče, ponovno igramo pik, nasprotnik se odmeče in tudi na nortu se odmeče. Torej, s to kombinacijo kart lahko naredimo 4 štihe. Sedaj pa imamo na istu džeka pika in desetko pik. Na Saftu pa imamo v piku 3 karte poleg kralja. Dobimo moč, če imamo pika, džeka in 10 pika. Sedaj odigramo džeka. Nato odigramo desetko. Odigramo zopet pika, kralja vzamemo z asom in potem naredimo še štih z damo. Na vestu imamo as pik, kralj pik in dve številčni karti. Na istu pa imamo od figur džeka pik in še 3 številčne karte. Spodaj na istu vidimo, da imamo damo pik in 7 pik v dvojcu. To je pogoj, da naredimo 4 štihe. Vendar moram najprej igrati asa, nato kralja in dama bo padla. Sedaj vzamemo desetko z džekom pik, na Saftu se odmečemo in še enkrat igramo pika. Saft se odmeče, partner nam sledi s pik dvojko in na nortu se odmeče. Na isto imamo sedaj džek pik in 10 pik, torej desetko, s tem se nam poveča moč, medtem ko imamo na Saftu damo pik, 7 pik in 6 pik, torej 3 karte, in na vestu as pik, kralj pik in 2 številčni karti. Sedaj je nevarnost, če ne bi igrali najprej asa, da bi nam lahko naredila dama pik štih. Torej, če igramo impas, nam nikoli ne sme narediti enojec štiha. Rešitev je, da igramo visoko karto. Igramo as pik, da preprečimo, če bi bila dama v enojcu in da bi naredila štih. Zdaj gremo na neko drugo barvo. Mi imamo prehod v srcu.
Sedaj pa igramo jacka. Stvar igramo impas. Igramo še enkrat pika. Ulovimo damo. Norc se odmeče. In še enkrat igramo pika. Iz vesta. V tem primeru imamo na vestu v piku dve figuri, asa in jacka. Imamo tudi 10 pik ter dve številčni karti, 3 in 2. Medtem ko imamo na istu dve nižji pikovi karti, ki sta številki. Saft ima 3 karte, in sicer figuro kralj pik ter dve številčni karti, medtem ko ima Nord 3 karte, od figur ima damo pik in dve številčni karti. Verjetnost, da imamo skupaj dve figuri, kar bi bilo za nas neugodno, je 25%. Verjetnost, da sta figuri ločeni, pa je 75%. Najmanj štihov bi naredili, če bi bil kralj in dama pik za asom. Igramo na isto nizko karto. Vzamemo z jackom ali z desetko. Mi smo vzeli z desetko in štih nasprotnik vzame z damo pik. Sedaj moramo priti na ist. Igramo zopet nizko karto. Tokrat vzamemo z pik jack. Igramo asa, da ujamemo kralja. Igramo še dvakrat pik. Sedaj imamo na vestu v piku 5 kart, in sicer asa, damo ter 3 številčne karte, medtem ko imamo na istu 4 karte v piku in same številke 7, 6, 5, 4. Skupaj imamo 9 kart. Zdaj, če imamo na saftu pika v dvojcu, bomo naredili največ štihov. In sicer tako, da igramo nizki pik proti dami, potem igramo asa. Sedaj tu igramo nizko karto, da pridemo na ist. Poberemo šestko, saft se odmeče, igramo sedemko, vzamemo z desetko in igramo še zadnjega pika. Ves tenis imata iste karte kot prej. Medtem ko ima Nord jack pika v enojcu, saft pa ima v trojcu, in sicer v piku kralja, devetko in osemko. Odigravanje začnemo na istu, začnemo z nizkim pikom. Vzamemo z damo in pade enojec v jack piku.
Gremo iz vesta na ist s pomočjo srca. Zopet igramo nizko karto. Na nortu se odmečemo. Poberemo kralja z as pikom. Igramo 2 pik. Na nortu se odmečemo. Zdaj pa moramo priti s pomočjo pikov na vest. In odigramo še zadnjega pika. Torej 13.